Katalena. Dobro večer in lepo pozdravljeni. Dobro večer. In lepo pozdravljeni na prireditvi ob 50. obletnici začetka študija novinarstva na Slovenskem. V vseh teh desetletjih se je na pot študija novinarstva podalo na stotine študentov, marsikdo izmed njih je že na začetku veliko bral, med drugim tudi dela Nejca Zaplotnika, ga interpretiral in kmalu ugotovil, da je pot res pomembnejša od cilja, ostal na poti. Mnogi študenti tudi so zaznamovali v teh 5 desetletjih ta prostor, to našo družbo, številni seveda pa so s študijem novinarstva začeli, ker so, če skrajšam in poenostavim, želeli spremeniti svet na bolje. Pa je tako še danes, se sprašujemo tukaj, ko so zahteve medijske industrije res izjemne, ogromne, ko so informacije vse bolj površne, ko je prepad med kritičnimi misleci in tistimi, ki preprosto sledijo, vse večji, ko vsi tvitajo, četajo, facebookajo. Nocoj bomo govorili o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti novinarstva na Slovenskem, težka naloga bi rekli, ampak ne pozabite, nocoj je tudi prijetna priložnost za druženje akademskega in novinarskega sveta. In prav zato tudi se nam bodo na odru pridružili nekateri, lahko rečem, da izkušeni novinarji, seveda nekdani študenti novinarstva na zdaj Fakulteti za družbene vede. Na začetku pa seveda dovolite, da najprej predstavim rektorja Univerze v Ljubljani, rednega profesorja dr. Ivana Svetlika. Z nami je dekan Fakultete za družbene vede, redni profesor dr. Vojko Bučar. Pozdrav seveda tudi redni profesorici, doktorici Karmen Erjavec, predstojnici Katedre za novinarstvo. Zdaj ni treba vsem vstati, ampak res lep pozdrav vsem predstavnikom, profesorjem drugih fakultet in vsem študentom, nekdanjim in sedanjim, torej tudi vsem novinarjem. Pa začnimo. Na oder vabim rektorja Univerze v Ljubljani, rednega profesorja dr. Ivana Svetlika. Prosim. Lep dober dan vsem, pozdrav predvsem novinarjem. Danes je ne samo fakultetni praznik, danes lahko rečemo je vaš praznik. Zato čestitke za 50-letnico študija novinarstva. To je eden od študijev, mnogih študijev Ljubljanske univerze, ampak ni katerikoli študij. Ta študij ni dal samo več kot 1700 diplomantov, ampak je dal diplomante, ki pri svojem delu zaznamujete ta svet, ta prostor, v katerem mi živimo. Ustvarjate neko atmosfero javnega prostora skozi to, kar delate, skozi to, kar nam mediji sporočajo, delate prioritete dogodkom, ki jih doživljamo na različne načine in s tem seveda je vaša moč verjetno nadproporcionalna v primerjavi s tisto močjo, ki jo izkazuje nekateri drugi poklici in druge profesije. Moje osebno srečevanje z novinarskim študijem in novinarji je bilo seveda raznovrstno v dosedanjem moji karieri. Moram reči, da sem se z novinarskim študijem manj srečeval, čeprav prihajam iz te fakultete, ker smo bili že takrat mnogoteri in smo gojili različna področja. Novinarstvo je bilo eno pomembnih od samega začetka na tej fakulteti. Bilo je pa srečevanja več seveda tudi pozneje in zlasti v zadnjih desetletjih z novinarji. In moram reči, da te izkušnje so bile izjemno zanimive, izjemno pomembne tudi za mene osebno. Od tistih sjajnih, da tako rečem, dogodkov, ki so jih v pogovorih znali skreirati dobri novinarji, ki so poznali
predmet pogovora bolje, kot sem ga jaz sam poznal, ki so znali postavljati zoprna vprašanja, ampak taka, da ni bilo niti dvoma o tem, da je vprašanje tako, na katerega je treba imeti dober odgovor, nisem ga bil zmerom sposoben dati, ne. In ki so na koncu pripravili prispevke, ki jih sam pravzaprav ne bi znal napraviti, ne. In sem občudoval in občudujem delo takih novinarjev. Seveda so bile moje izkušnje tudi take, ki sodijo na drugo stran tega kontinuuma, pa ne bi o njih izgubljal besed, ampak tisto, kar me je pa pretreslo na nek način v spremljanju tega poklica, je pa bilo to, kaj so pravzaprav nekateri kolegi, zlasti mlajši, bili pripravljeni ali so pripravljeni narediti za to, da bi izpolnili želje svojih urednikov, mogoče svojih delodajalcev, da bi se prebili iz prekernega položaja v status, ki je nekoliko bolj ugoden. To pa moram reči, da me tudi osebno velikokrat pretreslo, pa ne zaradi tega, ker je produkt, ki smo ga skupaj na nek način ustvarili, bil tak, kakor najbrž ne bi smel biti, ampak ker sem gledal na ta poklic kot poklic, ki mu morda ni bila in ni priznana tisto mesto v družbi, ki bi mu moralo biti priznano. Zato mi dovolite, da kot osrednjo sporočilo in vprašanje tega dogodka postavim vprašanje, kaj pravzaprav v teh 50 letih lahko rečemo o projektu profesionalizacije novinarstva. Kako daleč smo uspeli vsi skupaj, predvsem pa seveda fakulteta, pa tudi potem poklicni novinarji, pripeljati ta poklic od osnovnega, da tako rečem, nerazvitega, včasih rečejo poklica, kjer je treba zbirati informacije, hitro predelati, poslati v medije in podobno, do tega, da to delamo kot močna profesija, ki ima svoje standarde, ki potem zna poskrbeti tudi seveda za svoj položaj v družbi. Mislim, da je to vprašanje, vsaj meni se ob tem prazniku zelo izrazito postavlja. Začetek tega projekta profesionalnega je bil prav gotovo, lahko ga postavimo 50 let nazaj, ko je bil vzpostavljen poseben študij novinarstva, ker to je eden ključnih korakov v smeri profesionalizacije. Tukaj je razvoj posebnih teorij, ki so se odlepile od tistih starih teorij, kjer se je novinarstvo prav začelo rojevati, politologije, sociologije in tako naprej, in kjer je nastajala potem komunikologija kot mogoče najbolj trdna podstat tudi danes še zmerom teoretska novinarstva. Tu so seveda posebne tehnike, metode raziskovanja in seveda poklicnega dela, na katerih je novinarstvo in se študij gradil. Tu je oblikovanje profesionalne organizacije novinarjev, društva. Človek bi pričakoval enega, seveda jih imamo, kot vem, v Sloveniji celo več kot enega, društva, ki vzpostavlja svoje norme delovanja, ki vzpostavlja tudi nadzor nad vstopom v ta poklic, ki vzpostavlja merila profesionalne kontrole, ki postavlja merila kvalitete dela v takem poklicu. Seveda je tukaj pomembno vzpostavitev profesionalne etike skozi kodeks, ki ga novinarski poklic ima, in tako naprej bi lahko našteval vse te kazalnike, ki kažejo na to, koliko je poklic postal zares profesija. Seveda ob tej priložnosti ne gre ugotavljati, koliko je, kako daleč je ta poklic prišel, nedvomno pa lahko rečemo, da je to tisto, kar zagotavlja, da poklic, profesija novinarstva se loči v smislu dobre profesije, oziroma dobre profesije, dobrega poklica od slabega poklica. Ne bi razpredal naprej v tej smeri, ampak zdi se mi, da je to vprašanje eno ključnih, ki bi ga rad tudi vam v razmislek ob tej priložnosti dal. Zato mi dovolite, da zaključim ta nagovor predvsem s tem, da bi ob tem jubileju rad rekel,
da je pred novinarji in pred Fakulteto za družbene vede, ki goji posebno raziskovanje in poseben študij novinarstva, ravno zaradi tega morda veliko izzivov tudi v prihodnje. In prav zaradi tega lahko rečemo, da je bil tisti prvi korak, ki ga je storil profesor France Vrek pred 50 leti, neke vrste odločilen korak v pravi smeri, bil je po svoje vizionarski korak. Seveda je pa po 50 letih verjetno, če pogledamo vase, še veliko stvari, ki jih bo treba v prihodnje napraviti. In zato želim, da bi te izzive, ki so pred vami, novinarji, pa tudi fakulteto, našo fakulteto, ki goji to področje, da bi na te izzive odgovarjali s čim več uspeha in s čim več seveda tudi profesionalnega veselja pri tem, ko bomo našli odgovore na ta vprašanja. Dovolite mi, da ob koncu posebej čestitam vsem, ki ste danes med dobitniki priznanj, in se zahvalim vsem tistim, ki ste pri tem projektu novinarstva na naši univerzi sodelovali v zadnjih 50 letih. Današnji prejemniki priznanj so gotovo tisti, ki jih kaže posebej izpostaviti, seveda je pa tukaj veliko sodelavcev naše fakultete, ki so novinarski študij ne samo utemeljili, ampak ga tudi utrdili kot pomemben sestavni del programske strukture naše univerze. In jaz verjamem, da imamo dovolj dobrih ljudi, dobrih kadrov, profesionalno usposobljenih ljudi, ki bodo ta študij nadalje, tudi v naslednjih letih, gojili in mu dali tisto mesto, ki mu že vse skozi na naši univerzi gre. Hvala lepa. Profesor Svetlik, hvala lepa. Še en govor sledi na tej prireditvi. Novinarstvo v letošnjem študijskem letu obiskuje nekaj manj študentov, kot je nas zdaj zbranih tukaj, približno 150 v vseh letnikih. Katedro za novinarstvo pa vodi redna profesorica, doktorica Karmen Erjavec. Spoštovani gospod rektor, spoštovana gospa prorektorica Univerze v Ljubljani, spoštovani dekan Fakultete za družbene vede, cenjeni kolegi, kolegice, diplomantke in diplomanti novinarstva, študentke in študenti ter vsi, ki ste nas počastili svojo navzočnostjo. V teh dneh pred 50 leti je skupina profesoric in profesorjev pod vodstvom dr. Franceta Vrega na takratni Visoki šoli za politične vede začela izvajati prvi letnik študijskega programa novinarstvo oziroma novinarske smeri, kot se je takrat imenovala. Leto predtem je dr. France Vreg ustanovil katedro za novinarstvo, ki je bila takrat prva visokošolska institucija za izobraževanje novinarjev v Jugoslaviji. Obstoječe slovenske visokošolske ustanove so zamisel o katedri za novinarstvo in novinarskem študiju sprejemale, a so menile, da bi ga bilo mogoče organizirati v okviru njihovih študijskih programov. Vroče se je razpravljalo o tem, ali naj se katedra ustanovi na pravni fakulteti, filozofski fakulteti ali visoki šoli za politične vede. Pregled in ocena predmetov je pokazala, da Visoka šola za politične vede nudi dober izbor temeljnih znanj, ki so potrebna za oblikovanje novinarskega profila. Dr. France Vreg je program novinarskega študija zasnoval na podlagi izkušenj in mednarodne primerjalne študije novinarskih programov ter priporočil UNESCO-ve konference o izobraževanju novinarjev, ki je potekala v Parizu leta 1956. Menil je, da novinarstvo postaja vse bolj zahteven poklic, ki ne zahteva le velike novinarske in tehnične spretnosti, temveč predvsem sposobnost za razumevanje in razumljivo podajanje hitro se spreminjajoče in kompleksne panorame svetovnega dogajanja. Tem zahtevam lahko zadostijo le tisti novinarji, ki so se resnično temeljito visokošolsko
izobrazili, ki imajo specialistično znanje, široko kulturo, novinarsko izurjenost, ki poznajo specifičnosti medijev, ki gojijo visoke etične norme javnega nastopanja in kažejo družbeno odgovornost. Odklanjal je učenje ob praksi, ker je praksa počasen in nesistematičen učitelj, saj je nadarjenost, na katero se v glavnem sklicujejo pristaši učenja ob praksi, značajska zasnova novinarske osebnosti. Novinar pa mora imeti trdnejša oporišča za svoje delo, ki jih lahko dobi le s poglobljenim in sistematičnim izobraževanjem. Seveda so tako takrat kot tudi danes delovali zborni novinarji, ki niso nikoli študirali novinarstva oziroma niso nikoli študirali, a so novinarski profesiji v ponos. Vendar se lahko samo izjemno razgledanim, nadarjenim in prizadevnim novinarjem v današnji uredniški naglici ter o površni obravnavi svojih nadrejenih usposobijo za upravljanje najodgovornejšega novinarskega in uredniškega dela. V prvih letih so na novinarski katedri predavali 3 profesorji, 3 asistenti in 4 profesorji s krajšim delovnim časom. In v prvih 4 letih je študiralo več kot 100 študentov, večina je imela štipendije medijskih hiš, kar je danes nezamisljivo. Na katedri so ustanovili tudi novinarski svet in novinarski sklad. V novinarskem svetu so s člani katedre sodelovali glavni uredniki slovenskih časopisov in radija ter usklajevali učne programe predmetov. Predsednik novinarskega sveta je bil tukaj prisoten Bogdan Osolnik, ki je nekaj časa predaval tudi sociologijo javnega mnenja. Denar iz novinarskega sklada, v katerega so denar prispevale vse novinarske hiše, so porabili za gostujoča predavanja tujih predavateljev. Novinarski sklad je upravljal Frant Vatovec, ki je predaval zgodovino slovenskega in jugoslovanskega novinarstva. Ugledni novinarji so redno predavali pri posameznih predmetih in študenti so vsako leto izvajali novinarsko prakso v medijskih hišah. Sredi 80-ih let se je študijski program novinarstva korenito spremenil, saj so se določeni novinarski predmeti začeli izvajati že v 1. in 2. letniku. Prekinjanja je bila tradicija, ki je izhajala iz vodila, da je v prvih 2 letnikih čim manj razlik med programi, kar so, kot so zapisali, člani katedre za novinarstvo sprejeli z odobravanjem. Novinarski program ni bil več razumljen kot sekundarni oziroma podrejen politološkemu in sociološkemu. V novem programu se je bolj upoštevalo potrebe novinarstva kot stroke. Pomemben prelom za študijske programe celotne fakultete za družbene vede je pomenila seveda bolonjska reforma, na katero se je fakulteta odzvala med prvimi članicami in v študijskem letu 2005-2006 začela izvajati 1. letnik 1. stopnje prenovljenih programov. Katedra za novinarstvo je oblikovala program novinarstvo na 1. stopnji in novinarske študije na 2. in 3. stopnji. Predmetnik je bil zasnovan tako, da se v poznejših letnikih študija študenti usmerijo na različna področja. Zato je v zadnjem letniku kar 10 predmetov od 12 izbirnih. Bolonjska reforma ima številne šibkosti, toda nam je omogočila, da smo uvedli 3 praktikume, ki pokrivajo vse medije in organizirano prakso. Izhodiščna pomanjkljivost celotne bolonjske reforme izhaja iz dejstva, da tako korenita reforma ni bila nikoli finančno podprta. Po eni strani so vlade obljubljale brezplačni študij tako na 1. kot na 2. stopnji, hkrati pa v proračun niso zagotovile dodatnih sredstev. Posledično je tudi z bolonjsko prenovo število študentov na visokošolskega učitelja ostalo preveliko, kar otežuje interaktivno in kakovostno delo v skupinah. Na primer, na programu imamo predmete, pri katerih se študente učijo profesionalnih veščin in jih posluša okrog 100 študentov. Izvedba specializiranega seminarja s toliko študenti v eni skupini zelo otežuje kakovostno izvedbo pedagoškega procesa. Danes znova prenavljamo bolonjski študij. Ponovna akreditacija in programov z bistveno drugačnim programskim modelom je eden od ključnih varčevalnih ukrepov fakultete. Pri prenovi programa člani katedre za novinarstvo izhajamo iz soglasja, ki je zadnje leta sprejet med vidnimi raziskovalci in predavatelji novinarskih študij, to je, da je delitev na novinarsko prakso in teorijo umetna in nesmiselna.
Zato je treba opustiti razprave, v katerih sta si teorija in praksa postavljeni nasproti, ter jih nadomestiti s kritičnim samopremislekom vloge in vsebine izobraževalnih programov za novinarje. Pri tem se strinjamo z Bentom Cunninghamom, urednikom Columbia Journalism Review, ki je o tem zapisal. Če medijska industrija pravi, da si želi le ljudi, ki imajo novičarske veščine, potem je dolžnost izvajalcev univerzitetnih programov, da to zavrnemo. Velike univerze ne smejo ustvarjati diplomirancev, ki poznajo tehniko in nič več. Toda upam, da si tega medijska industrija ne želi. Ali, kot je dejal dolgoletni in vplivni profesor na newyorški univerzi Columbia, Herbert Gans, profesorice in profesori novinarstva morajo študente naučiti, kako izjemno pomembna sta analiza in razlaga, da bodo kot novinarji lahko ponujali poglobljene prispevke. Novinarski programi morajo torej gojiti kritičen odnos do obstoječe novinarske prakse in se ne smejo podrediti tržnim usmerjeni medijski industriji, spodbujati morajo razvoj različnih novinarskih praks, da bodo študenti znali bolje služiti javnosti, kot to počne obstoječa novinarska praksa, spodbujati morajo odgovorno in refleksivno izobraževanje. Prenova programa obenem pomeni tudi priložnost za njegovo izboljšanje. O prenovi izhajamo iz številnih znanstvenih raziskav, študije analize priznanih univerz, mednarodne študije novinarskih programov, ki so jih opravili strokovnjaki v okviru UNESCO in Evropske novinarske izobraževalne zveze. Pri tem se seveda zavedamo, da moramo upoštevati tudi sodobne razvojne smernice novinarstva. Situacija v novinarstvu ni rožnata. Časopisno novinarstvo, ki je dolgo časa bilo najpomembnejši informacijski medij, se je s pojavom interneta radikalno spremenilo. Za krizo časopisnega novinarstva sicer ne moremo okriviti le digitalizacije, se številke naklad največjih svetovnih časopisov kažejo, da jim je naklada začela korenito padati že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Najbolj jasno se kaže kriza časopisnega novinarstva v drastičnem odpuščanju novinarjev in drugih delavcev ter zapiranju časopisov. Tako je v zadnjem desetletju v Združenih državah Amerike in v Evropi nehalo izhajati več kot 300 časopisov. Številni strokovnjaki menijo, da je časopisni format odslužil svoje in da ga je treba nadomestiti s hitrejšimi informacijskimi kanali. Toda, nekateri mislijo tudi drugače. Urednik najbolj vplivnega političnega tednika v Nemčiji, Der Spiegel, je v intervjuju za nemški Die Zeit prejšnji mesec dejal, da bo v prihodnosti zmagal tisti časopis, ki bo ostal tiskan. Ljudje naj bi si zaradi poplave informacij čez teden želeli ob koncu tedna prebrati poglobljene in analitične prispevke v tisku, ki jim ponuja drugačno senzibilnost kot splet, med drugim tudi večjo preglednost. Wolfgang Blau, ki je pred leti v vplivnem nemškem časopisu Die Zeit postavil spletno izdajo in je zdaj urednik spletne različice Guardiana, je to idejo še dodelal. Časopisno novinarstvo se bo v tiskani izdaji ohranilo le v obliki tedenskih časopisov, čas novinarskega modela dnevnega časopisa pa se končuje. Toda zgodba v dnevnem tisku ni tako enostavna. 3 leta potem, ko so pri vodilnem francoskem dnevniku Le Monde v veliki agoniji mlade spletne novinarje povezali s starejšimi časopisnimi novinarji, žanjejo danes rezultate sinergije. Njihova strategija je, da ažurne vesti in poročila objavljajo na spletu, poglobljene prispevke z analizo in informacijami iz ozadja pa v tiskani različici. Urednik New York Timesa, časopisa, po katerem se zgledujejo številni drugi uredniki, pravi, da je uvedba plačljivega modela za dostop do spletnih prispevkov prinesla številne korenite spremembe. Najtežje je bilo spremeniti miselnost bralcev, da internet avtomatično ne pomeni brezplačnih informacij. Bralce je bilo torej treba navaditi, da na internetu obstajajo tudi informacije, za katere morajo plačati. Korenito se je po njegovem mnenju tudi spremenilo delo samih novinarjev. Če so pred 10 leti novinarji prišli v redakcijo okrog 10. ure zjutraj in je delo pravzaprav se začelo šele opoldne, danes novinarji takoj, ko se zbudijo, pogledajo elektronsko pošto in druge informacijske kanale in se seznanijo z nočnim dogajanjem in objavijo prispevek, še preden se oblečejo. Vendar urednik New York Timesa in Le Monda zamolčita, da njuni spletni redakciji ne
prinašata več izgube, predvsem na račun zmanjšanja števila novinarjev za več kot četrtino in še posebej na račun odpuščanja dopisnikov, kar je seveda nedopustno. Nedavna raziskava uspešnosti plačljivega sistema za dostop do spletnih novinarskih prispevkov v 8 državah je pokazala, da po uvedbi plačevanja spletni mediji niso bistveno izboljšali kakovosti svoje ponudbe, kot so predhodno obljubljali bralcem, in da njihovi prispevki niso bistveno drugačni od tistih, ki jih uporabniki dobijo brezplačno. Znotraj medijske industrije in akademske skupnosti ne obstaja soglasje o alternativi klasičnemu oglaševalskemu modelu financiranja spletnih medijev, tako je iskanje novega modela financiranja ena od ključnih nalog akterjev na sedanjem medijskem prizorišču. Številni strokovnjaki tudi opozarjajo, da digitalizacija ni ključni vzrok za odpuščanje novinarjev in zapiranje časopisov, ampak je k temu predvsem prispevalo sodobno razumevanje novinarstva in medijev kot le dela gospodarstva, ki je s tem podvrženo zahtevam po neprestanem povečanju produktivnosti in zmanjšanju stroškov. To razumevanje je prineslo povečan pritisk po ustvarjanju čim cenejše vsebine, v kateri prevladuje kopiranje iz različnih medijev in predelava vsebin, temelječa na slabo plačanem ali celo neplačanem novinarskem delu. V tem konceptu novinarstva novinarski prispevek ni več kralj in po njegovem abdiciranju delo opravljajo slabo plačani v glavnem mladi novinarji, ki delajo v izrazito prekernih razmerah. Nenehen pritisk na znižanje stroškov dela v medijskih hišah ima torej za posledico prekarizacijo in pauperizacijo novinarstva. Zahteve po večji produktivnosti sprožajo nižjo ceno delovne sile in zmanjševanja števila delovnih mest, s čimer novinarstvo postaja dopolnilna ali celo honorarna dejavnost. Prekerno delo postaje novinarstvo osnovni način fleksibilnega zaposlovanja, kot se temu eufemistično novodobno reče. Slavni ameriški bloger in publicist Jeff Jarvis celo trdi, da danes sploh ne potrebujemo novinarjev, saj imamo vse na internetu. Danes seveda lahko dejansko vsak prek svojega bloga, Twitterja, družabnih omrežij interpretira družbeno realnost in se ima za novinarja, čeprav predstavlja samo svoj partikularen, torej poseben pogled. In ta partikularnost ni dovolj za ustrezno obveščenost kritičnih državljanov. Poslanstvo novinarstva ni sporočanje o partikularnosti, ampak sporočanje o informacijah, ki so pomembne za državljane. Torej informacije o dogodkih, do katerih odločanje državljani nimajo dostopa, a posredno ali neposredno, tako ali daljnosežno vplivajo na njihovo življenje. Deprofesionalizacija kot posledica samoumevno neoliberalne zahteve po nujnosti prilagajanja trgu ne zadeva samo novinarstva, ampak seveda tudi druga področja, ki kljub neprestanim tehnološkim investicijam in izboljšavam ostanejo delovno intenzivna. Toda posledice se v novinarstvu pomembno razlikujejo od posledic, ki jih ima relativno nizka produktivnost v drugih tradicionalnih sektorjih, kot je izobraževanje, zdravstvo in kultura. Pogosti primeri odpuščanja novinarjev, ukinjanja tiskanih časopisov in drugih medijev so torej skrb vzbujajoči predvsem zaradi zatona družbene vloge medijev, saj so mediji ključnega pomena za oblikovanje demokratičnih norm in državljanstva, brez katerih tako demokracija kot trg ne more delovati, kot opozarja tukaj prisoten akademik dr. Slavko Splihal. Raziskovalci obnašanja spletnih bralcev opozarjajo, da spletni uredniki precenjujejo pomen statistike obiskanih spletnih strani, saj se večina klikov nanaša na senzacionalne naslove in plitko vsebino. Pri tem trdijo, da je pomembnejša analiza vračanja bralcev k določenim vsebinam. To pomeni, da lahko spletni mediji pridobijo zveste bralce le z vlaganjem v kakovost, v objavo dobrih lastnih zgodb. In prav tukaj vidimo, da je staro razumevanje kakovostnega novinarstva uporabno tudi za novo tehnologijo. Vsi tukaj se lahko strinjamo, da dobra zgodba vedno zmaga, kot je pred 50 leti zapisal dr. France Vrek. Zato se mora novinarstvo vrniti nazaj k svojim normativnim, utopičnim temeljem četrte veje oblasti in v imenu javnosti vsaj skušati nadzorovati oblast ter dati glas družbeno marginaliziranim skupinam.
Lahko rečemo, da so sodobnemu novinarstvu potrebne stare oziroma večne vrednote, kot so poštenost, jasna drža, zavzemanje za človekove pravice oziroma človekovo dostojno življenje. To seveda pomeni konec diktature kvazi objektivnosti, ki se v slovenskem novinarstvu udejanja v praksi tako imenovanega uravnoteženega poročanja. Zato potrebujemo univerzitetni novinarski program, da spodbujamo akademske vrednote, da negujemo kritično razmišljanje ter kritični odnos do novinarstva in družbe. Naj zaključim z besedami predsednika newyorške univerze Columbia, Leeja Bollingerja, ki je leta 2002 ob širitvi enoletnega podiplomskega študija na dveletni študij z dodajanjem predmetov, kot je novinarska etika, dejal: Novinarstvo je ena najpomembnejših profesij na svetu. Zato moramo študentom novinarstva dati najboljšo izobrazbo. Dobre temelje, da dobijo močno zavezanost idealom profesije in se zavedajo, da je njihovo delo temelj demokracije, razvijajo sposobnost intelektualnega razmišljanja ter znanje in veščine za tvorjenje poglobljenih, celovitih in berljivih zgodb. Na koncu bi se rada zahvalila kolegici Manici Janežič Ambrožič za postavitev in vodenje slovesnosti, Nejcu Jemcu in vsem ostalim kolegom voditeljem, skupini Katalena za glasbeno inspiracijo, medijskim donatorjem, vodstvu fakultete in univerze ter vsem, ki ste nam omogočili izdajo zbornika 50 let študija novinarstva na Slovenskem in izvedbo te slovesnosti. Hvala. Najlepša hvala. Torej, ob obletnici je na Fakulteti za družbene vede nastal tudi zanimiv dokumentarni film. Čez nekaj trenutkov si ga bomo lahko ogledali. Avtorja filma sta docent dr. Igor Vobič in magister Vasja Lebarič. Prosim. Na vrsti je podelitev jubilejnih priznanj za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanja novinarstva. Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanja novinarstva prejme Bogdan Osolnik. Bogdan Osolnik je s svojimi bogatimi novinarskimi in publicističnimi izkušnjami pomembno prispeval k ustanovitvi in razvoju katedre za novinarstvo na takratni Visoki šoli za politične vede. Bil je eden od ustanoviteljev katedre leta 1963 in predsednik na katedri ustanovljenega novinarskega sveta, v katerem so člani usklajevali učne načrte z glavnimi uredniki slovenskih medijev. Nekaj časa je tudi predaval, in sicer sociologijo javnega mnenja. Je avtor številnih monografij, sestavkov v zbornikih in člankov o javnem komuniciranju. Leta 1965 je objavil prvo slovensko monografijo o javnem mnenju. Bil je med ustanovitelji Mednarodnega združenja za raziskovanje medijev in komuniciranja leta 1957. Izpostaviti velja tudi njegovo delo z naslovom Nova mednarodna informacijsko-komunikacijska ureditev iz leta 1981. Bogdan Osolnik je bil namreč od leta 1977 aktiven član UNESCO-ve McBridove komisije in soavtor pomembnega poročila z naslovom Številni glasovi, en svet iz leta 1980, v katerem je komisija odločno opozorila na premočno koncentracijo medijskega lastništva, komercializacijo medijev in neenake možnosti dostopa do informacij. Predlagala je novo komunikacijsko politiko, ki bi spodbujala pluralizem in utrjevala pravico do svobodnega izražanja. Bogdan Osolnik je svojo avtoriteto tudi pomembno prispeval k ohranjanju novinarskega študija v 70. letih prejšnjega stoletja, v času kritik amerikanizacije študija. Vedno je bil in je tudi danes cenjen in spoštovan zaradi svoje avtonomne in kritične drže tako v odnosu do politike kot do medijev.
Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanju novinarstva prejme akademik profesor dr. Slavko Splihal. Slavko Splihal je akademsko pot začel leta 1971, ko je po zaposlitvi na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo poleg raziskovalnega in pedagoškega dela kmalu prevzel tudi vodstvene funkcije. V drugi polovici 70. let je bil predstojnik novinarske katedre, na primer že kot asistent. S teoretskim in empiričnim proučevanjem širših vprašanj družbenega komuniciranja ter tesno povezanostjo z mednarodno znanstveno in strokovno skupnostjo, zdaj več kot 4 desetletja pomembno prispeva k razvoju raziskovanja novinarstva in bogati izobraževanje bodočih novinarjev. Kot avtor in urednik je znanstvene monografije objavljal pri vodilnih mednarodnih založbah. Svojim uredniškim, avtorskim in recenzenskim delom pa redno prispeva k najuglednejšim znanstvenim revijam na področju komunikacijskih, medijskih in novinarskih študij. Profesor Splihal je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik sveta Evropskega združenja za komunikološko raziskovanje in izobraževanje. Na Fakulteti za družbene vede je razvil proučevanje družbenih informacijskih procesov, metod družboslovnega raziskovanja ter teorij komuniciranja, množičnih medijev in javnosti. Pozornost namenja teorijam javnosti, javnega mnenja in javne sfere, ki so neločljivo povezane s kritičnim raziskovanjem in razumevanjem novinarstva kot družbene institucije in kulturne prakse. Številnim generacijam študentov novinarstva je tako profesor Splihal pri predmetih, kot so na primer teorija množičnega komuniciranja, obča komunikologija in javno mnenje, v roke polagal kompas, s katerim so lahko kritično spoznavali medijsko okolje in novinarski poklic, ter lažje osmišljali temeljno poslanstvo novinarjev. Državljane povezovati z družbenim življenjem. Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanju novinarstva prejme zaslužna profesorica doktorica Nada Sfiligoj. Nada Sfiligoj se je zaposlila na Visoki šoli za politične vede na samem začetku leta 1961 kot asistentka za politično ekonomijo. Njeno temeljno pedagoško delo je bilo na ekonomskem področju, vse do začetka 90. let je bila nosilka predmeta politična ekonomija, ki se je izvajal v prvem letniku za vse študente. V tem obdobju je profesorica Sfiligoj pustila sledi prav vsakem študentu naše fakultete. Po ukinitvi ekonomske katedre se je včlanila na novinarsko. Med letoma 1978 in 1979 je bila vršilka dolžnosti predstojnice ter med letoma 1981 in 1983 predstojnica katedre za novinarstvo. Za študente novinarstva je od leta 1969 izvajala predmet ekonomska propaganda. Ta se je kasneje združil s politično propagando v enotni predmet politična in ekonomska propaganda, ki ga je izvajala skupaj z magistrico Bredo Pavlič in po njenem odhodu z doktorjem Slavkom Splihalom. Predmet je sledil vsem tedaj najbolj sodobnim tendencam poučevanja tržnega komuniciranja v svetu. Spremenjeni časi, novi ljudje in novi pogledi so prinesli smele spremembe. Ker študentom v okviru enega samega predmeta iz tržnega komuniciranja ni bilo mogoče zagotoviti dovolj ustreznih znanj, je že od leta 90 in zlasti po letu 91 spodbujala oblikovanje novih predmetov, ki so nadgrajevali in poglabljali osnovna znanja iz tržnega komuniciranja in so se kot skupek predmetov uresničili v novem programu, najprej na podiplomski ravni in 1993 na dodiplomski ravni. Zaslužna profesorica, doktorica Nada Sfiligoj je svoja spoznanja zaokrožila v obliki številnih knjig ter znanstvenih, strokovnih in publicističnih prispevkov v slovenskih medijih, ki so pomembno prispevali k ugledu novinarskega študija.
Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanju novinarstva prejme zaslužni profesor dr. Tomo Korošec. Spoštovani dr. Korošec, preden nadaljujemo z uradnim delom, vam moram priznati, da v pižami nikoli nisem hodil na vaša predavanja. Sem po 25 letih pozabil napisati toliko vejc, da mi je nerodno, da stojim tukaj, mi je bilo pa v čast biti vaš študent in seveda vsem študentom novinarstva polagam na srce, vejca je pomembno ločilo. Toma Korošca je leta 1977 na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo pripeljala dizertacija poglavja iz strukturalne analize slovenskega časopisnega stila. To je prvo doktorsko delo z področja jezika in stila slovenskih novinarskih besedil. S tovrstno usmeritvijo je bila zato njegova nadaljna akademska pot nekako samoumevno povezana s študijskim programom novinarstva. Po dizertaciji njegove številne znanstvene in strokovne objave raziskujejo prav poročevalska besedila. Tam je leta 1998 posvetil monografijo Stilistika slovenskega poročevalstva. Knjiga je ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem in ameriškem jezikoslovju prva tako izčrpna in teoretično dodelana jezikoslovna analiza novinarskih besedil. Profesor Korošec se je odzival na spremembe novinarskih praks in jih znanstveno razčlenjeval. Tako je leta 2002 zaključil interdisciplinarni raziskovalni projekt Razžalitve v medijih kot jezikoslovno, stilno in pravno vprašanje. V njem so strokovnjaki s soočenjem različnih gledišč iskali odgovore na to, kako naj se stroke in širša družba odzovejo na številne tožbe zaradi razžalitev v medijih ter na družbene in medijske spremembe, ki so do njih privedle. Koroščevo raziskovanje je v predmetnik programa novinarstva na Fakulteti za družbene vede vtisnilo specializirane jezikoslovno-stilistične predmete, danes jih je 6. Njegov razpravljalni in predavateljski stil pa je študentke in študente zavedno okužil s stilno izbrušenostjo. Ob znanstvenem in raziskovalnem delu je profesor Korošec svojo energijo razdajal tudi kot predstojnik katedre za novinarstvo in oddelka za komunikologijo ter v številnih drugih formalnih in neformalnih vlogah pomembno prispeval k ugledu novinarskega študija. Pa si ti? Pa je polno. Potem pa on nekaj ne pove. Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanju novinarstva prejme izredna profesorica, doktorica Manca Košir. Manca Košir se je na katedri za novinarstvo Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo zaposlila leta 1980. Univerzitetna diplomirana učiteljica matematike in fizike, univerzitetna diplomirana novinarka, magistrica socioloških znanosti, uveljavljena novinarka in od leta 1987 doktorica filoloških ved, se je tvorno vključila v pedagoški proces na programu novinarstvo. Najprej kot prizadevna asistentka, nato ugledna profesorica in dolgoletna predstojnica novinarske katedre. Njena vizija, delavnost in vztrajnost so ključno usmerjale prenovo študijskega programa ter bile odločilne zlasti pri uvajanju novih predmetov, novinarske etike, vzgoje za medije in literarnega novinarstva. Kot znanstvenica je gojila interdisciplinarni pristop, kar se kaže tudi v njeni osebni bibliografiji. Ta obsega več kot 800 zapisov, med njimi je 17 monografij, nad 80 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter nad 60 sestavkov v monografijah. Je utemeljiteljica teorije novinarskih vrst na Slovenskem in avtorica slovenskega modela vzgoje za medije. Bila je mentorica pri več kot 140 diplomah, magisterijih in doktoratih. Njene knjige Nastavki za teorijo novinarskih vrst, Vzgoja za medije in Surovi čas medijev so še vedno nepogrešljiva študijska literatura za bodoče novinarje. Mnoga danes spoštovana novinarska imena pa so se prvih novinarskih korakov učila ob njeni knjigi Mladi novinar pomaga lastna glava. Profesorica Manca Košir je ambasadorka bralne kulture, borka za odlično javno šolstvo in prostovoljka Hospica. Vsestranska osebnost, ki je šla novinarstvo študirati zato, da bi lahko pomagala ljudem in je to tudi uresničila.
S predanostjo, strokovnostjo in etično naravnanostjo je neizbrisno zaznamovala generacije slovenskih novinarjev, ki s svojim delom ohranjajo poslanstvo novinarstva kot dejavnosti za javno dobro. Petra, kar 5. Ja. Ja, tle imate mikrofone. Pozdravljeni, najprej seveda čestitke vsem nagrajencem. Jubilejno Vregovo priznanje za posebne zasluge pri razvoju študija in raziskovanju novinarstva prejme docentka doktorica Smilja Amon. Smilja Amon se je zaposlila na Fakulteti za družbene vede, takratni Visoki šoli za politične vede, leta 1962 in sicer kot knjižničarka na oddelku periodike in dokumentacije. Tesno strokovno sodelovanje z doktorjem Francetom Vregom in doktorjem Franom Vatovcem je leta 1965 odprlo pot do zaposlitve na mesto asistentke za predmet zgodovine slovenskega novinarstva. Ker je bila takrat edina asistentka na katedri, je sodelovala pri številnih predmetih, kot so zgodovina slovenskega in jugoslovanskega novinarstva, zgodovina svetovnega novinarstva, uvod v novinarstvo, osnove publicistike in javnega nastopanja, teorije in praksa novinarstva, množični mediji. V slovensko raziskovanje zgodovine časopisja je uvedla sodoben način proučevanja in poučevanja novinarske preteklosti, ki v ospredje postavlja širše družbene, ekonomske, tehnološke in politične sile. Tako je slovensko raziskovanje zgodovine novinarstva približalo sodobnim svetovnim trendom. V knjigi Tisk in politika v Jugoslaviji 1918-1941 je nadgradila svojo doktorsko dizertacijo, v kateri je med drugim razkrila že takrat izjemno pomembno vlogo kapitala v slovenskem in jugoslovanskem novinarstvu. Doktorica Smilja Amon je pedagoško in raziskovalno sodelovala s katedro še po upokojitvi leta 1997. Pred 3 leti je skupaj z doktorico Karmen Erjavec izdala knjigo Slovensko časopisno izročilo, načrtujeta pa tudi njeno nadaljevanje. V več kot 30 letih delovanja na katedri za novinarstvo je doktorica Amonova bistveno prispevala k razvoju proučevanja in poučevanja zgodovine novinarstva na Slovenskem, še posebej na področju časopisja, kjer njena dela veljajo za temeljna. Svojim predanim poučevanjem, predvsem pa z mentorstvom pri več kot 100 diplomskih in magistrskih delih, je ljubezen do zgodovine časopisja prenesla na številne rodove študentov novinarstva. Zmagaj. Lep dober večer. Najbrž je nekaj posebnega v tem, da urednica tiskanega medija podeli nocoj še zadnje priznanje, in to je priznanje za posredovanje multimedijskih znanj in tehničnih veščin, ki ga prejme magister Vasja Lebarič. Ampak utemeljitev bom prebrala pa s papirja, ne še s tablice. Magister umetnosti Vasja Lebarič je v zadnjih 5 letih pomembno prispeval k razvoju multimedijskih veščinskih predmetov na študiju novinarstva. Kot učitelj veščin je pri predmetih radijski praktikum, televizijska produkcija, produkcija audiovizualnih medijev, multimedijsko novinarstvo, spletno novinarstvo ter novinarstvo in internet nepogrešljiv člen pri študentskem ustvarjanju tehnoloških orodij za ustvarjanje, oblikovanje in urejanje gradiv za radio, televizijo in internet. Osrednjo vlogo je ob prihodu na fakulteto odigral tudi pri prenovi multimedijske predavalnice, ki je za študente novinarstva tudi izven predavanj in vaj postala prostor multimedijskega ustvarjanja in eksperimentiranja v medijskih oblikah in formatih. Eden od takih projektov je tudi televizija Študent, ki jo Fakulteta za družbene vede pripravlja skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Magister Lebarič aktivno sodeluje pri produkciji mesečne televizijske informativne oddaje Študentsko oko. Čestitamo. Daj povej, da se končuje zdaj. A veš.
Zdaj, da ne bo kdo očital, da medijski delavci nismo sposobni podajanja dobrih novic, skoraj smo že pri koncu. Do zdaj smo nekako predelali 50 let študija novinarstva, sledi pa krajši pogled v prihodnost. Zdajšnji študenti drugega letnika novinarstva so namreč povedali, zakaj pravzaprav so se odločili za študij novinarstva in zdaj bo sledilo nekaj odgovorov. Novinarka si ne želim postati samo zaradi poklica, ker zame novinarstvo ni samo poklic, to je način življenja. Vsak s fakulteto in diplomo novinarstva ne more postati novinar. Zato moraš biti človek, mora te zanimati stvari, moraš znati odkrivati stvari, moraš imeti veselje do tega dela, veselje do tega, da ostaneš tudi ob 3 ponoči, če se kaj zgodi in da to odkrivaš. In mislim, da je novinarstvo v tem globalnem svetu ima še posebno vrednost, saj v bistvu prevaja znanost v dostopnejši diskurs in omogoča torej množici, da živi v demokraciji. Kot bodoča novinarka želim ljudem posredovati verodostojne informacije, na podlagi katerih si bodo lahko sami ustvarili mnenje. Prav slednje me je spodbudilo, da sem se odločila za študij novinarstva, saj sama v tej množici informacij nisem več prepoznala, katere so resnične in katere niso. Novinar bi rad postal zato, ker se mi zdi, da lahko v tem poklicu nekaj spremeniš. Predvsem v družbi lahko spremeniš neka razmerja med tistimi šibkimi, ki jim daješ glas, in na drugi strani tistimi, ki imajo v družbi večji vpliv, ki jih na svoj način omejuješ. To se mi zdi pri novinarstvu zelo pomembno in zato si želim postati novinar. Menim, da je novinarstvo poklic, ki omogoča, da se vsak dan učiš, da s svojimi razkritji učiš druge. In okoli nas je ogromno zgodb, ki si zaslužijo biti povedane, in ravno to razkrivanje je izziv novinarstva, ki mene privlači. Zavedamo se vsi, da je novinarstvo v krizi, da tisto kakovostno novinarstvo izginja, ampak potreba po njem ostaja oziroma je v današnjih časih celo močnejša kot kadarkoli prej. Ljudje si zaslužijo nekoga, ki mu lahko zaupajo, in mediji, ki imajo zelo velik vpliv na ljudi in njihovo življenje, si morajo to zaupanje povrniti. To so bile torej mnenja, to so bili odgovori zdajšnjih študentov drugega letnika novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Zdaj pa, da še ta pogled v prihodnost nekako združimo, kaj ne rečem, s prakso. Vabim na oder zdajšnje, lahko rečem, da že izkušene novinarje, ki ste jih danes že videli, slišali tule na odru. To so seveda Katja Šeruga, Petra Krčmar in Rajko Gerič. Manica, se pridružiš? Res nekaj hitrih vprašanj mogoče. No, Katja, predvsej, kaj ne rečem, idealistično vse skupaj bilo tole videti in slišati. Koliko časa še traja ta idealizem potem, ko vstopiš v pravo novinarstvo, v službo? Koliko mesecev? Mene so te izjave študentov resnično prav dvignile. Sploh v mestu, v katerem delam zdaj, to je v Mariboru, je velikokrat srečati miselnost, da se nič kaj dosti več ne da. Ampak ko človek pogleda, kaj je bilo, kaj je in kaj bo, v bistvu ugotovi, da ti ideali pravzaprav ves čas ostajajo tako rekoč nespremenjeni. So se pa seveda bistveno spremenile okoliščine. Moja pot v novinarstvu šteje približno vključno z delom, ki sem ga opravljala že kot študentka, slabih 20 let. Nikoli še ni bilo tako hudo, kot je danes. To je treba iskreno priznati. Veliko je vprašanj, nimajo vsa še odgovorov, mogoče so kakšna vprašanja ta trenutek tudi takšna, da odgovorov niti ne more še biti. Ampak znanje je poleg vrednot, ki ste jih naštevali danes tukaj govorniki, prav tako ena pomembna vrednota za dobro opravljanje novinarskega dela in za ohranjanje kakovostnega novinarstva, ki sabo prinese tudi druge, najbrž tudi v tej družbi potrebne premike. Rajko, veliko smo vendarle, kljub temu, da smo obeležili 50-letnico novinarstva, se pravi, precej se spomnili zgodovine, smo veliko govorili vendarle tudi o spremembah, veliko govora je o tem, kako hitro se vse spreminja, da se vse spreminja. Kaj postaje enako, glede na tvoje izkušnje konkretno v novinarstvu?
Enako ostaja to, da v bistvu ta osnovna vloga novinarstva, ki je po moje res bistvena, edina in pa edina prava, seveda ta vloga watchdoga, se pravi iskanje resnice in pa nadzor oblasti. To ostaja po moje nek večni aksiom novinarstva. Moram pa reči, da kaj ostaja isto, kaj se spreminja. Jaz sem zadnjič na veselje moje, a pa na žalost ugotovil, da je en poslanec Desusa že mlajši od mene. Tako da v novinarstvu zdržati ta dolga leta ni tako enostavno, poklic postaja dejansko čedalje težji, poklic postaja čedalje slabše plačan in poklic postaja čedalje bolj naporen. Tako da je v bistvu odločitev za novinarstvo najbrž res tisto, kar so tudi naši bodoči mladi kolegi nekako tako entuzijastično izrazili, poklic novinarstva je način življenja. Je pa to življenje naporno. Rajko, kolikor sem prej razumel, se očitno predvsej dobro spominjaš vejice iz tistih študijskih let. Petra, ne vem, če nekoliko obrnem vprašanje, no drugače, res za konec, zadnje vprašanje v tem pogovornem delu in proti koncu seveda prireditve še enkrat gremo. Kaj je tisto, kar ti takole dnevno koristi pri novinarskem delu, tisto, kar si pa vendarle pridobila neko znanje, veščine, karkoli pa že v času študija? Ja, absolutno je ta študij tisti temelj, iz katerega absolutno izhajaš, ampak jaz bom pa za razliko morda od nekaterih, ki so nastopili tudi v uvodnem filmu, rekla, da potrebujemo več prakse, tudi skozi študij. Meni nikoli ni bilo žal, da sem ves čas študija tudi delala, in to na televizijah, pa še vedno imaš dovolj časa, še vedno tisto podlago, tisti svetovni nazor in tako naprej, iščeš seveda drugje, moraš pogledati čez meje, videti svet okoli tebe, ampak kljub vsemu skozi prakso je pa tisto, da se potem vsak novinar tudi zbrusi, in skozi ta leta pol ugotoviš, lahko narediš 100 napak, ampak samo učiš se, vztrajati moraš, predvsem se mi zdi pa pomembno, ne glede na nadrejene, ne glede na čas, v katerem smo, ne glede na vse, da je treba razmišljati svojo glavo in to se mi zdi zelo pomembno pri novinarjih. Najlepša hvala vsem trem za pomoč pri današnji prireditvi. Zdaj, jaz bom ta scenarij odložil, vendar bi bil še toliko bolj iskren rad ob koncu. Bom prosila še za en mikrofon, da moj mikrofon ne dela več. Hvala lepa. V glavnem, kakorkoli že 50 let študija novinarstva, vendarle si moramo, se mi zdi, Manica, ob koncu priznati, tale prireditev je bila kar dolga. Ampak poskušam biti nekako optimist oziroma imeti nek pozitiven pogled na vse skupaj, kljub temu, da je bila res dolga, pa vendarle v teh 2 urah niste slišali nekega imena in priimka, kar je v teh dneh, v teh tednih tudi nekaj. Hvala, ker ste prišli. Hvala, ker ste prišli. Hvala, ker ste bili naše občinstvo. Res je. Torej, govorili smo o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti novinarstva, kaj želimo mladim novinarjem. Veliko znanja, kritično misel, urejen status, dobro plačilo. Še kaj? Bi rad še kdo kaj dodal? Občinstvo. Hvala lepa še enkrat. Začeli smo s Kataleno in z njo bomo tudi končali. Srečno. lekcija, ki seveda vsi poznate, ker ali ste novinari, ali pa študenti novinarstva, veste, da glasu pripomore, da tudi vključen mikrofon. Mogoče bi samo mička popravil napoved, namreč mi smo polovice Katalene, druga polovica je danes na dopustu, tako da danes smo zbrali na tako kiparsko, FFS-ko vezo, da z nami proslavimo čestitni jubilej in zaključujemo s komado, ki se mu reče Janko.
Kava